Pojdite in učite. In šli so. Če ste bili, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z nami pred tednom dni, potem ste slišali ob sklepu Mir in dobro. Pozdrav sestre Urše Marinčič, misionarke, s katero tudi danes gledava v Ugando, njeno misijonsko deželo. Sestra Urša, znova lep dober dan, dobro jutro v naši oddaji, naši rubriki. Dobro jutro. Živjo. Veseli smo vedno znova, kadar vidimo, da je dolg spisek tistih misionarjev, ki so doma. Zato, ker vemo, da bomo dobili spet nekaj tega svežega duha, tako prav zelo osebno, ko se srečamo v studiu. Koliko veselja je pa v tebi, ko veš, da se bo treba vrniti domov. Pa ne bo razlog tak ali drugačen. Zdaj vprašanje, kaj je domov? Vsekakor je pa vedno lepo priti domov. Kamorkoli že priti domov je vedno lepo. Se pravi, ja, rada pridem v domovino, srečati ljudi, ki so mi dragi, in rada potem grem nazaj domov v mojo Ugando, kjer srečam spet ljudi, ki so mi dragi. Ampak sestra Urša, tole vedno poslušamo in vedno se človeku zdi iskreno. Ampak tolikokrat to misionarji ponovite, da si človek reče, to je pa zdaj že na pol fraza. Je to res? A zdaj, ko ti pomisliš domov, ne vem, če se nekje zbudiš, nekje znajdeš, pa ti nekdo da misel dom, ti najprej pomisliš na Afriko ali pomisliš na Šmarno goro? Afriko. Ne, vsekakor Afriko. Ker res tam živiš, tam deluješ. Se pravi, da je to ena, vem, ko sem se odločala za to, a je to ali ni to, mi je naša sestra misionarka, pokojna sestra Tadeja, Bog je daj večni pokoj, rekla, Urša, ampak eno stvar vedi, to bo zelo težko, ko boš šla in ko bo čas, da se boš vrnila domov. Bo velik problem, ker v bistvu ne boš zares doma nikjer več. Ker si doma tam in si doma tukaj, ampak v bistvu pa pravzaprav nikjer. In to je ena stvar, ki je po eni strani lepa, po drugi strani pa ja, je kar težka. Ampak to je življenje, ne? Ker so vedno potem plusi in minusi. Ampak je taka resnica vedno težja ali je iz leta v leto lažje? Pravijo, da je vedno težje. Zdaj smo samo 7 let. Ja. Ampak potem, če gledamo naše stare misionarje, ko so se mogli vrniti v domovino, dejansko jaz ne poznam nikogar, ki bi rekel, da je zdaj tukaj v Sloveniji pa res našo sebe. Ja, imaš prav. Ker to pustiš tam, to srca pustiš tam, da... Ja. Zdaj imamo pravo sogovornico za vprašanje. Jaz vedno pomislim pri tistih naših slovenskih ljudskih čez dolgih 7 let, pa so kitice, čez kratkih 7 let se bova videla spet. A 7 let hitro mine, sestra Urša? Ja, če zdaj pogledam, neverjetno hitro, sploh ne morem verjeti, da je to že. Hkrati se pa toliko enih stvari zgodilo, da se mi zdi pa, da je minil že 30 let vmes. Tako da je to, ja. Takrat omenila si pripravo pa srečanja z misionarkami, ki so deželo že poznale, ali pa življenje v misijonih. Ko si se pripravljala na Ugando, so ti gotovo povedali, v kakšno deželo greš. Ali bi bila ta pripoved, opis Ugande danes zelo drugačen od Ugande pred 7 leti? A se država kaj spreminja, a je ustroj drugačen, a je podeželje zdaj odmaknjeno? Kaj se je v 7 letih zgodilo, recimo, v deželi? Dejansko se razvija. Se. In zelo močno pravzaprav razvija. Mi smo bili presenečene gledati, recimo, tudi v tem času korone, ne vem po kakšnem ključu, ampak ogromno se je začelo graditi tudi. Se pravi, in da so te bogati oziroma ljudje, ki so uspeli iti v Kampalo, se pravi to glavno mesto, in so uspeli na nek način se postaviti na noge, da prihajajo nazaj in da gradijo v svojih vaseh. Res pa je, da je to potem v bistvu gradijo bolj kot ne samo za imidž. Zgradijo si tam veliko hišo, zato da vsi vidijo, kakšne face oni so. Zase? Tako. In to preživijo, ne vem, en teden v letu, skoraj ne pretiravam, ali pa Božič, Velika noč, ostalo pa potem oni živijo v Kampali. Torej na tako počitniško hišo naredijo doma. Ampak hišura, za nas, ne samo kaj šele za te naše ljudi, ki so navajeni na blato in pač čist drug standard. Ampak ja, se razvija in vedno več je ljudi, to se tudi pozna, da nas je vedno več, populacija raste. Še vedno je mlada. Ja, 15 let, poprečna starost 15 let, Problem pa je, ker ni zemlje, Mislim, naša zemlja sicer je strašno rodovitna, jaz si to nisem predstavljala, ko sem prihajala, jaz sem si predstavljala neko stepo, to predstavljam, da vim Afrike iz teh filmov in to. Ja. Dejansko je pa zelo rodovitno, če tako gledaš ta naš del, ampak
če nimaš zemlje, je lahko zemlja še tako rodovitna, pa nimaš kaj dati za usta. Sester Urša, ko smo bili zdaj nazadnje na misijonski poti, s kateri smo se oglašali v Južnem Sudanu, me je pretresla resnica, da 70% otrok nima dostopa do osnovne šole. A je tule pri vas na vašem podeželju drugače? Zdaj, z vašo šolo bo, ampak kakšne so sicer razmere? Dostop do šole imajo? Šol je ogromno, ampak to takih šol, da pač odpreš, ne vem, ti Jure, ki nisi nič od šolstva, pač hočeš narediti biznis in odpreš neko šolo. To pomeni biznis, pač zaslužil boš na vsakega otroka nekaj majhnega in se boš delal, da si učitelj. In ko bo pač propadal, bo propadal, ker to država ne preganja. Zdaj starši pa, zdaj pri nas, zdaj ta starost zagotovo ni 70% nepismenost. Uganda je boljša, ne. Je pa res, da pa če gledaš, zdaj jaz ne poznam številk, ampak veliko, ne vem, otroci začnejo šolo, pa morbiti uspejo priti do 4. razreda, 5. razreda, pa se pa ustavijo, ne. Če že uspejo narediti osnovno šolo, se pol zagotovo zaplete pri srednji šoli. Sestre obiskujemo enkrat na mesec tudi zapor, ženski del zapora. V Ruentobu? Ne, v Tungamu, pač naš distrikt. Kaj misliš, zakaj je največ žena v zaporu? Ne vem. Zaradi dolgov. In to dolgovi, ki jih velikrat ali pa največkrat pravzaprav vzamejo prav za šolanje. Za šolanje svojih otrok v upanju, da bodo potem vseeno uspeli nekako spraskati, pa da bodo oni potem lahko zalaufali neki, da bodo pokrili dolgove in tega ne morejo. Ne? Tako da to so take zgodbe, ki so nepredstavljive. Ampak sester Urša, zdaj verjetno bo sistem za šolanje, za to, da otrok pride k vam, ko bo šola odprta od februarja naprej, bo verjetno podoben. Seveda potrebujete eno povračilo stroškov. Absolutno, kako boste vi ravnali, ko se recimo družinam zatakne? To je vedno problem. Pač mi res računamo na božjo previdnost in na odprta srca dobrih ljudi, ki prepoznavajo ta problem pri nas. Ker dejansko pač šola je privatna. Spravi, mi bomo mogli plačati vse učitelje, plačati bomo mogli hrano, vse te stvari. Mislim, pravzaprav to bi mogli šolnino plačati otroci. Mi vemo, da oni nimajo, ne da nočejo dati, dejansko nimajo, pa lahko še kako delajo, ker tudi ni služb, da bi lahko delala. Ne? Tako da bo to en tak velik izziv, oziroma z eno prošnjo, kdor čuti, da bi lahko pomagal, da se obrne potem na misijonsko središče in evro, da bomo lahko potem res... in to naša šola, zdaj načeloma v Ugandi imajo radi, da je šola boarding, se pravi, da ima internat. Ker je ta angleški sistem in oni verjamejo, da zdaj, če ti daš otroka v internat, da se bo boljše učil. In vsi te bogati starši gledajo, da ima šola internat. No, mi sestre smo prav zavestno rekle, da se bomo probali, kakor se bo dal otepati tega internata, prav zato, da bomo lahko pobrali res te otroke, ki so v bližini. Se pravi, da bomo probali dvigati ta naš kraj. Je pa v tem vašem kraju toliko mladosti, da bi napolnili šolo? Otrok je zagotovo brez problema, ne? Sam problem bo šolnina. Ja, razumljivo. Se pravi, bomo tukaj mogli nekako stisniti v upanju, da ko bodo imeli dobre temelje, da bodo potem tudi oni nekako, da bomo s tem lahko potem kraj dvigali, ker bodo imeli vsaj to dobro osnovno izobrazbo. Je pa v Ugandi verjetno veliko takih primerov, ki jim je to uspelo, ko so šolo pripeljali v kraj, bodisi sestre, bodisi, ne vem, država ali kakšna druga skupnost, da je potem kraj res pridobil, zaživel, da so se ljudje vračali, živeli doma in bili tam izobraženi. Ja, mislim, zagotovo je, ne, zagotovo je. Je pa res potem na nas, da bomo to vedno bolj, da bomo poudarjali, ne. Vi imate zdaj to možnost, ampak vi boste mogli poskrbeti za svoje, da boste potem naprej dvigovali, ne. Res pa dobro, to je zdaj osnovna šola. Kaj zdaj še naprej, ne? Ampak že če imaš eno dobro osnovno šolo, veš, ne vem, te naše vaške osnovne šole, vidiš, da ti otrok, se pravi, pri nas že vsi izpiti so v angleščini, že testi so od 1. razreda naprej v angleščini. Naši otroci ne govorijo angleško. Na koncu v 7. razredu... Misliš na teste, izpite, ki prihajajo s strani države? Ja, oziroma pač, in tudi vse predavanja naj bi bilo v angleščini. Ja. Ampak učitelji ne učijo v angleščini. In otroci ne znajo angleščino. Na koncu 7. razreda je njegova angleščina how are you, give me my money.
In Ne kaj se znati zgodi, nič ko povedati. dobi izpit za zaključni izpit? Grozno je, nobenih rezultatov ni. In tudi v vsakem razredu ni rezultatov, ne vem, imajo 10, 15, 20%. Ampak nobenega to ne zanima, ker je to za tiste, ki šolo vodijo biznis, ti sam prineš šolnino, pa nadaljuj, kakorkoli hočeš, briga me, važno, da imam denar, ne. En tak začaran krog je. Hkrati pa, ne vem, državne šole, a si predstavljate, en učitelj, 150 otrok. Nemogoče delati. Nemogoče, ja. Ne, in nobena šola potem ni brezplačna, ker so šole primorane zaposliti še enega učitelja na privatni bazi, da bo samo 80 otrok na enega učitelja. In zdaj ti uči 80 otrok angleščino, ko ne zna, a veš, ne, ene osnovne stvari, hkrati pa učitelji pa tudi, ne, noben jih ne gleda, zdaj imajo to so vse mečkrat boljš situirani, pomeni, imajo še kakšne svoje njive ali pa jih vsaj vzamejo v najem, pomeni, kaj čas setve, kaj čas plevenja, kaj čas kopanja, pač preprosto otroci v razredu, oni pa zrihtajo svoj del, ne. Torej boste, sestra Urša, vstopili v eno res zahtevno nivo. Ja, dejansko, tako da to res vas prosimo za molitveno podporo in ja, da bomo znali slišati Svetega Duha, zato pravim, nekako naprej gledati je težko, se mi zdi, da res zaupati in prositi Svetega Duha, da nam bo pomagal delati korake, videti na kakšen način, kako stvari zastaviti, da bo najbolj za njih, ne. Tako misionarka sestra Urša Marinčič v drugem delu pogovora o razmerah, življenju, delu, o gradnji nove šole v Ugandi, tam na podeželju te misijonske dežele. Naj povem, da bomo sestro Uršo pred mikrofonom gostili tudi čez teden dni. Vsem lepo nedeljo želim, Jure Sešek. Pojdite in učite. In šli so.